Hejla, moje ime je Lara in ti poslušaš ali pa gledaš nove epizode Kozmo video podcasta. Navdihujoče izpovedi uspešnih Slovenk, ki jih gostim v seriji s sloganom Sama svoja šefinja, so namenjene ravno tebi, Kozmo dekle. Na svete znanih Slovenk lahko poslušaš, ko v svojem divjem ritmu plešeš skozi življenje in iščeš navdih, kako uresničiti svoje sanje. Zagotavljam ti, da bodo njihova razmišljanja o uspehu prebudila tudi šefinjo v tebi. Moja današnja gostja je Vesna Ponorac, igralka, televizijska voditeljica, študentka ekonomije in pa ambasadorka blagovne znamke Shopster, ki je omogočil tole epizodo video podcasta. Hej Vesna, zdaj me najprej zanima, kako je danes potekal tvoj dan, preden si prišla sem na naše Kozmo uredništvo. Ok, danes sem imela v bistvu zelo tak easy dan in bil je sicer malo leteč, kar mi ni prav pasalo glede na vreme, ampak ja, imela sem dva sestanka, potem sem šla v BTC, pa sem šla domov, hitro pojedla, se preoblekla in prišla sem. Super, kako pa ponavadi potekajo tvoji dnevi? Ponavadi so pa malo bolj zafilani urniki, sploh zadnje leto, ker sem v bistvu delala prek študenta, v bistvu še vedno delam v enem podjetju, v financah, potem faks popoldne, zdaj sem na magisteriju, smer bančni in finančni management, in potem sem še samo svoj menedžer, se pravi, se menjam za vsa fotkanja, snemanja, za Shopster snemanja, pač sama in vse te urnike je treba uskladiti in pač vse to zorganizirati in pol ti dan pač ful hitro mine. Ampak ja, se mi zdi, da vsak dan mine produktivno in da se nekaj novega naučim. Pač mi je cool, da je v bistvu natrpan urnik. Si ful pozitivna oseba in tudi že na tak način se ful čuti tvojo dobro energijo. Pa me zanima, če imaš mogoče kakšne navade, ki jih vsak dan prakticiraš in brez katerih nekako ne moreš. Ja, res imam 3. Ena, ki jo zadnje pol leta prakticiram in mi je v bistvu ful fajn, je pač ta, da zjutraj vstanem ob 5 in najprej naredim stretching. Super. To je tako, full luškan stretching, da se zbudiš, traja 15 minut, na YouTube je itak milijon videov, ki si jih lahko pogledaš. Jaz sem našla eno punco, ki pač full dobro to dela, ena Nemka je in brez tega res nekako ne morem, ker me full tako zbudi in napolni z energijo. Potem druga stvar, brez katere ne morem, je kava, nažalost, ampak res pijem kavo. Ok, koliko jih pa spiješ na dan? Sigurno 3, ker pač moram ostati budna. Ok, ste glede na to, kakšen naš urnik ti je oproščeno za ostali 2. Ena je za zjutraj, ena je potem za po kosilu in potem je pač malo pozno popoldne, pred treningom, da sploh lahko grem na trening. Ja, itak. Ampak ja, pač kava je tako nekaj, brez česar ne morem. In tretja stvar, ki mi je tudi full fajn in brez katere sigurno ne morem več, je zapisovanje. Planner. Skozi ga imam s sabo, vse si zapisujem, se pravi stvari, ki jih moram narediti. Potem stvari, ne vem, dogodke, za kere sem zmenjena, vse to organizirati, potem želje, ambicije, vizijo, cilje, vse si zapisujem in to je tako najbolj koristna stvar in jo priporočam vsem. Ful dober. Torej tudi malo prakticiraš to manifestacijo? Veš kaj? Ja, ampak se nočem zavestno truditi tega početi, ker se mi zdi, da sem to počela že celo življenje, ampak totalno nezavestno. Pač nekaj sem si želela in jaz sem se počutila, da sem že tam in oblil me občutek sreče in to je v bistvu manifestacija. In če delaš to nezavedno, je najbolj efektivno. Ja. Če se pa ti nekaj trudiš, pa zdaj sem nekaj manifestiral, ker sem to poslušal na enem YouTube videu in je bilo ful koristno, pa dvomim, da boš to zares prav delal in da pač ti bo koristilo. Ampak ja, vseeno je bolj, da razmišljaš pozitivno, kot negativno, tako da če ti pomaga to. Ja, pač itak. Sem pa slišala, da si se že pred nekaj leti, oziroma prej si mi povedala, da pred 9 leti, da si se v bistvu odpovedala sladkorju in pa vsem enostavnim ogljikovim hidratom. In zdaj mene zanima, kako tebi to uspeva. Sladkorju se nisem odpovedala, ker sladkor je tudi v sadju. Ok, mislim na tak način, kot sladkarijam, to. Ja, to pa ja. Res je, 9 let nazaj, v bistvu na koncu osnovne šole, sem se odločila, da bom začela healthy lifestyle živeti, ker pač sem tudi v prvi vrsti hotela izgubiti nekaj več kilogramov takrat in sem bila tako, ok, pač to se bom odločila, da bo moj življenjski način, nek nov. In ja, sem izločila sladkarije, izločila sem fast food, enostavne ogljikove hidrate, torej bel kruh, pač belo moko dejansko, bel riž in tako. In prve 2 meseca ti moram priznati, da je bilo kar težko, kakor se spomnim.
ker sem kar imela potežkoče, ker sem videla kakšen burek, tako pomast. In zdaj te, ta burek največ zamika. Ne, res pač dejansko lahko svoje telo navadiš na vse, kar mu v nekem obdobju daš. In on to sprejme in začne v tem uživati. In jaz dejansko uživam v zdravi prehrani. Meni je všeč pač, da vem, kaj dajem v svoje telo in da vem, zakaj dam to v svoje telo in da se pač po tej hrani počutam pač, kot da imam več energije, ne kot da mi vzame energijo. In ko sem pač jedla sladkarije in fast food in svinjarijo, sem se počutila kot shit, zdaj se pa pač počutam super. In res ne bi zamenjala tega življenjskega sloga. In ko si rekla cukor, cukor je ful v različnih zadevah, ne? Pač sadje ima zelo veliko cukra. Ja, verjetno res ne rabimo nekih sladkarij, da potem to nekako nadomestimo, oziroma potešimo to. Ful lahko nadomestiš in itak pač, sej so dnevi tudi, ne vem, punce sploh, preden imamo menstruacijo, imamo še posebej željo po sladkem. Itak, ne vem, pač cravingi, kakorkoli. Ampak obstaja ful enih dobrih načinov in trikov, kako to zmanipulirati. Ok, da nam jih zaupi par. Okay. Ena ful dobra zadeva je ta, da v bistvu, prvo probaš pač, ne vem, če imaš res rabiš cukor, obstaja, ne vem, proteinski shake, ki si ga lahko prvoščeš po treningu, pa pač je dejansko stevio, pa je pač sladek, pa ti lahko poteši to zadevo. Sadje, itak. Potem, ne vem, kakšne proteinske čokoladke, jaz jih sicer ne poslužujem ful veliko, ampak pač, če želim čokolado, bom pač to vzela. Potem druga zadeva, ki je tudi ful fajn, je pa ta. Prebrala sem eno knjigo Glucose Revolution, ki je res dobra knjiga. Ena bejba je na Instagramu, Glucose Goddess ima profil. In ona je v bistvu, ona tako na dnevni bazi v bistvu objavlja zadeve in pač daje trike, kako lahko znižaš spajke glukoze v krvi. In to lahko narediš tako, da ješ v pravem zaporedju hrano. Recimo tudi, če ti paše torta, ona pač je in torte včasih in sladoled in vse. In ona je rekla, da pač, če že to je, da to vedno poje v zaporedju. Recimo prvo zelenjavo, potem druga zadeva so pač beljakovine, maščobe in šele tretja zadeva so ogljikovi hidrati, tudi enostavni recimo v tem primeru. In ko ti narediš neko oblogo za ogljikove hidrate, v bistvu nimaš teh spajkov glukoze v krvi, ker se ti ne poviša tok sladkor, ne? In v bistvu si dlje časa sit in pač nimaš potem čez 1 uro spet želje po sladkem, kar se nam načeloma zgodi, če pač poješ čokolado na prazen želodec. Tako da, če že, je to en trik, drug trik je pa tudi z jabolčnim kisom. Mislim, da je to priporočila. Ne sliši se privlačno, ampak vem, da je dala ful en dober trik, kao da pač lahko znižaš glukozo v krvi, potem, ko se pač, ne vem, ko poješ, ne vem, 8 piškotov, recimo, primer, in pač lahko popiješ, ne vem, 2 deci vode z žličko kisa in ti to pač zniža. Ampak to je tako, pač to ni, a veš, jaz nisem ne prehranski svetovalec, ne, jaz ti sam pač podajam ideje iz te knjige. In pač so tako. Mislim, jaz sem probala ene parkrat, ampak in so ti pomagale? Mislim, ful res nimaš toliko pol, ne vem, tudi če sem zvečer jedla sadje, kar pač nikoli, sem pač probala potem to spiti. In dejansko me ni toliko nahajpal, kakor pač bi me, če ne bi tega. Ja, ful dober. Ampak to je čisto od posameznika odvisno. Ja. Si pa tudi zagrizena športnica, ne? Prej sva se pogovarjali in sicer, da hodiš na te vadbe z reformerjem, pilates, tudi na fitness in vodene vadbe, pa tudi včasih na Šmarno goro. In me zanima, kakšne pozitivne učinke nekako opaziš, ko redno telovadiš, kaj bi rekla? Zdaj, zagrizena športnica, to se ne bi čisto strinjala s tem, zato ker dejansko šport, kot pač, ne vem, kot ga večina ljudi pozna, recimo, ne vem, jaz nikoli nisem bila dobra v ekipnih športnih. Nikoli nisem bila dobra v krosu in kjerkoli je bilo treba tekmovati, v športu sem bila jaz slaba. Ker mi je bilo vse, kdo bo zmagal. Mi smo igrali recimo odbojko v osnovni šoli, meni je bilo vse, kjer ekipa bo zmagala. In pač pa sem bila bolj slaba v svoji ekipi, ker pač sem bila tako, pa dobro, no, se sam igram, mislim, se bo konč čez 15 minut in bomo pozabili, da zmagam. Nisem izdel tako. Pol ne vem, kros mi je bil največji stres v osnovni šoli. Prav sovražila sem tek zaradi teh tekmovanj. Pol pa, ko sem začela, pač sem pa plesala kot mlada, 9 let sem plesala hip-hop. To mi je bilo pa ful fajn. Tudi pač v ekipi.
To je pač edini ekipni šport, če se lahko temu tako reče, ki mi je bil kul. In ja, bolj pa, ko sem začela, v bistvu, ko sem nehala s plesom, sem začela hoditi v fitness, ampak bolj na vadbe kot sama. In mi je bilo eno obdobje full fine, ker pač je bilo ful veliko nekega kardija in tako. Zdaj zadnje leto, ko imam pa tako ful naporen in stresen urnik, pa dejansko mi ful paše iti na pilates ali pa na reformer, ker me vseeno malo umiri, prediham se, tudi stretching mi je ful začel, pač ne vem, ful mi je bolj postal všeč, kot mi je bil prej. Tako, itak se malo spreminjaš čez življenjsko obdobje in potem ti druge stvari pašejo. Ampak ful mi je fajn pač trenirati za sebe in tako, 1 ura pa pol na dan, ne vem, se mi zdi, da je ful koristna, tako za mentalno zdravje, kot tudi za fizično pripravljenost. Ja, bi rekla, da si pol bolj energična, nekako bolj samozavestna, ali si to že nasplošno? Misliš po vadbi? Ja. V bistvu treniram bolj zato, ne vem, treniram, itak, počutiš se boljše v svojem telesu, zato ker pač čutiš svoje telo, čutiš mišice, veš, da si nekaj dobrega naredil za svoje zdravje in itak je občutek boljši. Druga stran tega je pa to, da pač se, ne vem, ali med vadbo ali po vadbi sprošča serotonin, hormon sreče. To ne vem čisto točno, ampak vem, da je nekaj na to foro. Enkrat se sprosti serotonin. In to sem dejansko opazila, zato ker kadarkoli imam slab dan, ali je to, ne vem, kaj narobe, ne vem, ali je šlo kaj narobe v službi, ali ne vem, nisem dobila kakšne vloge, ker sem si jo želela, whatever, karkoli je narobe, vem, da se bom boljš počutila po treningu. Pa tudi, če se mi ne gre, pa ne vem, če sem cela objokana, pa ne bom šla zdaj tako v fitness, pač grem in po tisti 1 uri pa pol terapije s tem upravim in prešvicanju totalnem, potem pač se skopaš, se preoblečeš in si tako relaxed in se počutiš super in stvari se kar same od sebe rešijo. In sem res tako, ta občutek mi je the best po treningu. To je res ful dobro. Verjetno moraš biti kot igralka in tudi televizijska voditeljica, vplivnica, zelo dobro nekako psihofizično pripravljena. Zdaj sva že nekako omenili to fizično aktivnost, pa me zanima, na kak način pa še poskrbiš, da si pa tudi psihično dovolj pripravljena za vse te audicije, pa potem za snemanja, pa za 12-urne delovnike, kot si prej rekla, ko ste snemali to serijo Gospod profesor, na kak način se ti potem tudi psihično pripraviš na te stvari? V bistvu, imaš prav, sploh, če delaš ful veliko različnih stvari, pa pač zelo veliko delaš z ljudmi, je tudi zelo veliko neke energije, ki ti jo ljudje poberajo in nekako se moraš nafilati. Jaz se res nafilam na način, tako da grem na trening, ki mi paše, zadnje čase pač reformer, pilates, potem pa tudi tako, pač čas zase. Dejansko meni ful pomeni, da se usedem, da si kdaj privoščem čaj, da si dam muziko, da napišem svoje občutke, da napišem, kaj si želim, svoje cilje, vizijo, da imam tudi čas za meditacijo, to mi tudi ful pomaga, pa dejansko ni noben science fiction meditirati, pač sam moraš biti in present moment in to je to. In na tak način se v bistvu pol lahko mal si grounded za tisti moment, malo si hvaležen za stvari, ki jih imaš, malo si razjasniš cilje za naprej, zakaj sploh si tle, kad si in potem jaz se na tak način ful nafilam z energijo in to se mi zdi najbolj pomembno pri tem, ker potem pač, če si ti mentalno, je vse ostalo ok. Ja, mislim, vse se da potem zmeniti, tudi razumeš, zakaj se nekdo kdaj grdo obnaša, ne vem, nekako se naučiš ne jemati stvari osebno, veš, kdo si, veš, kaj je tvoj cilj in zakaj delaš to, kar delaš in pač si nekako, ne vem, bolj močen, tako bom rekla. Tako da to se mi zdi zelo pomembno. Vesna, zdaj nam pa povej, kako poteka delo vplivnice. Kako izgleda recimo pripravljanje vsebin, na kak način bi ti rekla, da ti sama predstavljaš izdelke svojim sledilcem, a se mogoče postaviš tudi v vlogo potrošnika, pa kaj ti je tebi pomembno, ko nekatere stvari nakupuješ, na kak način potem ti dostaviš te vsebine na Instagram? Zdaj najprej ta beseda vplivnež, vplivnica. Okay. Kaj je tvoja definicija tega? To me ful zanima. Jaz bi rekla, da nekdo, ki lahko vpliva na ljudi, ki ima velik doseg in pod temi kriteriji recimo ti ustrezaš temu opisu. Meni se tudi zdi ta definicija tako ful primerna, pač vplivnež, vplivaš s svojimi dejanji na
dejanje drugih ljudi, na občutke drugih ljudi, mogoče tudi na, ne vem, nakupe drugih ljudi, sploh v tem času. Ampak ja, se mi zdi, da ima v Sloveniji vplivnica tudi malo tak negativen prizvok zadnje čase, zato ker se to smatra zelo tako površinsko. Zelo ljudi to ocenjuje kot influencer, ne. Zdaj, jaz sama sebe ne smatram kot ful veliko vplivnico, sploh zadnje čase, pa tudi tako. Jaz imam na Instagramu 14,5 tisoč followerjev, to ni spet toliko veliko, to je bistveno manj od ful znanih slovenskih influencerk, ki pač so to, to je njihov najbrž full-time job in pač so res rojeni za to in pač uživajo v predstavljanju drugih stvari in vplivanju na ljudi, valjda. Jaz sem sploh zadnje leto ful zamrla na Instagramu, tako nimam časa ga sploh odpreti. Mislim, če že, pač rajš proscrollam ali pogledam, kaj se drugim kaj dogaja. Tako da bi pa sama nekaj ful objavljala, pa res, ne vem, nimam niti energije toliko za to. Je pa res, da sodelujem tudi s ful malimi podjetji. Recimo Shopster je eden izmed njih, ki je pač edini v bistvu reden. V preteklosti sem sodelovala s 3 drugimi recimo podjetji. In pač na Shopsterju je tudi zgodba taka, da v bistvu smo bili jaz, pa še 4 drugi, smo bili v bistvu voditelji za Shopster televizijo in ko se je pač televizija preselila na social, smo mi ratali njihovi ambasadori. In pač so nam ponudili sodelovanje na tak način in jaz sem ga sprejela, ker se mi je zdela politika zelo fajn. Mi smo dobili neke produkte, ki bi jih tudi sicer uporabljali v življenju ali pa jih uporabljamo v življenju in so mi pač te izdelki so meni pisani na kožo. To so ne vem, ali izdelki za osebno nego, ali ne vem, kakšni športni izdelki, ne vem, kakšna elektronika tudi včasih. In to meni paše in meni je to fajn predstavljati in jaz uživam v tem. In če lahko na tak način vplivam na nekoga za nakup, nimam slabe vesti. Meni je to pač close izdelk, podjetje mi je cool, Shopster, to je res ena taka družinca smo, tudi vsi pač ambasadori in pač jaz stojim za tem, meni je to fajn. Je pa res, da ne bi mogla pač predstavljati nekih drugih podjetij oziroma izdelkov, ki mi ne bi bili close. Zaradi tega sem se tudi malo tako distancirala od tega, da ne bi šla lih v to smer. Si pa mogoče želim, če bom imela kdaj v prihodnosti več časa, tudi da se ukvarjam z Instagramom, vplivati na ljudi na malo drugačen način. Sploh recimo na mlade. Pač jaz verjamem v to, da je vse v mindsetu in da pač je zelo pomembno, da imaš o sebi dobro sliko in da pač delaš na sebi že v mladih letih in tudi, da si nekako začrtaš svojo karierno pot in nek cilj že v mladih letih. In zato je ful fajn, da imaš nekega mentorja. In tudi jaz čez 20 let, 30, ko bom imela še več izkušenj, kot jih imam zdaj, ko bom imela še več znanja, kot ga imam zdaj, si želim to znanje predajati na mlade. In tudi na tak način bi hotela izkoristiti svoj Instagram profil, če bom imela kdaj v prihodnosti dovolj časa, da se bom temu posvetila. Tako da na tak način vplivati na ljudi se mi zdi fajn. No? Ker tudi Instagram je neko orodje. Ne? Lahko je koristno, lahko je pa tudi ful nekoristno. Tako kot smo prej rekli. Pač, lahko ga vzameš kot dobro, ker pač slediš neke profile, ki ti dajo neko znanje, mogoče inspiracijo. Tako inspiracijo, nek pogum, neko motivacijo konec koncev. Lahko pa pač spremljaš profile, ki ti ne dajo tega, ampak ti dajo slab občutek. Ker tudi sama priznam, sploh zadnje leto, ko nisem imela, ne vem, že 2 leti nisem bila na dopustu. Iskreno. Pa tudi zadnje leto res je bilo naporno, tako ful, tako najbolj v mojem življenju in zaradi tega sem se tudi dosti spremenila. Bi rekla, da je bilo tudi najlepše do zdaj? Verjamem, da bom to lahko rekla čez 5 let. Ker v tem obdobju sem tudi šla čez neko tako, veš, spoznavanje sebe bolj, pa res sem se fokusirala na svojo kariero. In na to, da pač hočem nekaj narediti iz sebe, ker so se mi zdela 23 leta tako, neka prelomnica. Lej, lahko si zafuraš life ali pa nekaj narediš iz sebe. In jaz sem se odločila za to drugo, malo težjo pot. In zdaj, čez 5 let verjamem, da bo to tudi najlepše obdobje. Ampak trenutno bi pa rekla, da je bilo tudi najtežje. No? In v tem obdobju sem dostikrat sama se slabo počutila zaradi Instagrama. Ker pač ga nisem uporabljala kot pozitivno orodje, ampak pač kot negativno. Ja, sem odprla, sem malo poskrolala, vsem se je ful dogajalo, bili so povsod, jaz sem bila pač, ne vem, malo na faksu, v predavalnici ali pač, ne vem, v službi, ali sem prišla domov utrujena v petek zvečer in sem hotela samo spati. In sem se bedno počutila, ker sem tako, vsi se imajo tako dober,
ker itak vsi objavljamo gor svoje highlighte. In potem lahko svoj beden trenutek nekdo doma primerja z highlightom nekoga drugega. Kar je napačno. In ful je fajn, da se tega zavedaš, ker pa lahko Instagram uporabljaš kot koristno orodje, če pač veš, zakaj se gre. Mogoče res pomembno, da sva zdaj to omenili, ker je oktober tudi mesec duševnega zdravja in socialna omrežja tudi zelo vplivajo na te stvari, tako da mogoče res malce pazljivosti pri tem in vsak lahko v bistvu uporablja socialno omrežje za to, da mu prinesejo nekaj, doprinesejo k njegovemu življenjskemu slogu, mogoče kaj izboljšajo, dobiš kak nasvet, recimo tudi glede kakih izdelkov, ko si malce v dilemi, kaj izbrati in sploh če nekako slediš nekim ljudem, ki zaupaš, potem je lažje v tem primeru. Tudi glede teh izdelkov. Ja, ratalo je pač neko marketinško orodje tudi, Instagram, ampak meni se to ne zdi spet toliko zelo narobe, kakor bi nekateri ljudje, ki se z influencingom ali pa z influencing marketom ne ukvarjajo. Zakaj? Zato, ker tudi sama, ko gledam revije za kakšne izdelke, ki jih hočem kupiti, pogledam na Instagramu, kdo to predstavlja. Pod hashtagi tega izdelka pogledam. Ne vem, sploh recimo iz tujine kakšne zadeve. Vedno bom šla pogledati, kako je kakšna punca ta izdelek popisala, kako je koristil ali škodil ali kako. Jaz tudi, če bi zdaj recimo nekaj rabila, ne vem, bi šla ziher na tvoj profil, pa mogoče videla kakšne stvari, pa bi se potem na podlagi tega odločila, ker sem videla, da pač te lahko zaupam in verjetno, da nimaš namena, veš, mi prodati, ampak da res na tak način, da svetuješ ljudem in tudi kar je te fajn, potem deliš naprej. Enako. Jaz isto, če nekomu pač zaupam, z veseljem pogledam, kaj si bo mislil o tem izdelku. Ker recimo jaz sem tudi imela v preteklosti ful problem s kožo. Ne vem, pri 16, 17, 18 letih. Sem imela res tako aknasto kožo in ful sem težko našla izdelek, ki bi mi pomagal, da pač se rešim tega. In en kup raziskav sem naredila na Googlu, s knjigami, s prehrano, na koncu tudi Instagram, kjer sem pač gledala, ampak veš, ful enih produktov ni imel učinka na mene. Itak. In pač potem, ko sem našla eno punco, ki pač se je dejansko poglobila v raziskavo in je tudi njej zelo pomagal, sem pač zaradi nje probala še ta zadnji produkt, ki mi je pomagal. A veš, ne more biti tako črno-belo vse, kot eni zaključujejo, sploh z Instagramom. Življenje je čist preveč dinamično, da bi vse nekako predačkali. Ne moreš. Zdaj pa mogoče nam povej, na kak način potem ti vsebine predstavljaš, mogoče kako se razlikuje potem to zdaj, ko ti predstavljaš izdelke preko Instagrama, z prejšnjim načinom predstavljanja Shopsterjevih izdelkov prek Shopster televizije. Na Shopster televiziji sem bila tako kot ti. Bila sem voditeljica in nekdo, ki intervjuje osebo, ki ful ve o neki zadevi, ki smo jo pač, ki je bila tarča tega šova v bistvu. Se pravi, ne vem, če sem imela Samsung telefon, sem imela nekoga, ki se na to zelo spozna, ker pač dela v podjetju oziroma je pač direktor podjetja in mi da so se pogovarjali o tem izdelku, ker je on pač najbolj vedel. In meni je bilo v bistvu, to je bil moj prvi stik s tem biti voditeljica. In dejansko sem se ful dobro znašla v tej vlogi in ugotovila sem, da imam eno zelo fajn sposobnost in to je sprostiti ljudi v moji bližini. Dobro, jaz sem tudi sproščena. Ampak to veš, itak tja so prišli ljudje, ki so prvič pred kamero in sploh niso imeli pojma, kaj ne govorijo, kako se morajo postaviti, vse je bilo tako awkward. Ampak nekako sem jih znala pripeljati do tega, da so bili totalno sproščeni in da so res izhajali tako iz sebe in da so bili to, kar so. In to, ko sem ugotovila, da imam to moč, sem se ful dobro počutila. Zaradi tega mi je dejansko to ful pasalo. Zdaj, na socialnih omrežjih je pa tako, bolje osebno, pač jaz predstavljam izdelek, se pravi, jaz ga testiram in jaz imam odgovornost, da to dam nekam kot oglaševanje. Jaz bi rekla, da je to res zelo velika odgovornost. Mislim, odvisno kakšen človek si, ampak meni osebno se zdi to kar pač velika odgovornost, da lahko vplivaš na to, bo nekdo nekaj kupil. In tudi nekdo, ki to jemlje kot odgovornost, se mi zdi, da je potem bolj kredibilen, bolj ti zaupajo in jaz bi rekla, da mogoče rajše spremljam socialna omrežja, pa tam mogoče skočim po kak nasvet ali pa če karkoli rabim, da pač vidim, kaj mi priporoča, kot pa da bi recimo na televiziji zdaj se odločala. Se mi zdi, da so socialna omrežja dosti bolj osebna in meni tudi ljubša zaradi tega. Sej to, pač potrošniku so sigurno ljubša, ker dejansko pač ti predstavljaš nekaj, kar uporabljaš
če ne v resnici, vsaj v videu in pač je to očitno, vidiš, ne? Jaz sem se tam samo pogovarjala o izdelku, nismo ga dejansko uporabljali, oziroma vsaj večino, no, mogoče kakšne zadeve, no. Ampak tako, ne, se mi zdi bolj tako pristno in ja, meni se zdi fajn, da imam izdelke, zaradi katerih nimam slabe vesti, da jih objavim gor, no. Tako. In v bistvu mi je pasalo in eno in drugo, je pa res, da se ful nerada snimam sama. Ful mi je bolj, če me kdo drug ali snima, ali slika, tako da pač... Mogoče v prihodnosti. Mislim, ne, sej na Shopsterju drugače. Ja. Imamo dejansko produkcijo, ki nas snima. Super. Da ne rabimo tega sami delati. Določene izdelke sicer, ja, ampak imamo tam pač tako tudi dogovor. Ampak ja, da bi mogla tako prav sama biti influencerka za ful različnih produktov in se sama več čas snimati, ful se... Ne vem, če bi se znašla na v tej vlogi. Veš, kaj me še zdaj zanima, a se kadarkoli pripetila kakšna anekdota oziroma se spomniš kakršnekoli anekdote, ko si recimo komu svetovala, kakšni sledilki ali pa sledilcu, glede kakega Shopsterjevega izdelka? To ne, se je pa zgodila ena ful smešna zadeva, ki pač po mojem nikoli življenju ne bom pozabila. Ok, povej nam. Imela sem objavo za nek lopar. In to ne bi bil badminton lopar. In pač mi smo posneli, vse v redu, jaz objavim in začnem v inbox dobivati ful enih komentarjev v smislu, kaj si objavila, da je to badminton lopar, to je squash lopar, ne? Smo tako, ne, to je badminton lopar, če smo napisali, da je badminton in ziher badminton, no, kam je za ne? Ja. Tako, ne, pač ne veš, kako zgleda squash lopar in dejansko ne vem, kako zgleda squash lopar, ker še nikoli nisem igrala squasha, ne? In jaz tako, malo v paniki, kličem Shopster in tako, a ni to squash lopar? Kako smo lahko napisali, da je badminton lopar? In pol se je začela raziskava, da je to v bistvu speed badminton lopar, ki je manjši in je zelo podoben squash loparju. In pa sem mogla vsakemu posamezniku razlagati, da gre za badminton, za speed badminton lopar. Ampak ja, na koncu sem je zmagala, tako da se nisem totalno zblamirala pred ljudmi, vsaj to. Tako da ja, to je bila ena taka smešna zadeva. Ja, ki se je pred kratkim v bistvu zgodila, tako da ja, to je bilo ful smešno. Ja, sej tako se vse možno lahko zgodi. Ja. Zdaj me pa še zanima, kaj se je zgodilo pa tekom snemanja serije Gospod profesor. Zdaj se bomo posvetili še malo tvoji igralski karieri. Imaš tudi mogoče iz tega snemanja kako zanimivo anekdoto, kak spodrsljaj, ki se je zgodil, karkoli, kar bi nas nasmejalo. Imam. Okay. Ampak, če to povem, pol bom razkrila oziroma spoilala drugo sezono, kar ne smem. Druga sezona torej prihaja januarja, ja, tako da mogoče počakamo do takrat. Tako, snemali smo celo poletje in zdaj se že pripravlja, tako da januarja pride ven. Jaz se bolj veselim in mislim, da bo še boljš kot prva sezona. Super, zdaj smo že vsi čist navdušeni. Jaz tudi, prav res, ko mi čakam, da prije ven, ker bi prav rada videla, kako smo to speljali. Ker me zanima, ker ni bilo easy. Ampak ja, ful je bilo enih smešnih anekdot, ampak res jih ne smem, kako bom vse povedala. Ok, povej nam iz prve, mogoče. Iz prve? To pa že kar nazaj. Čakaj, moramo zdaj. To je zdaj prejšnje poletje? Prejšnje poletje. Kaj je bilo kaj tazga? Pač vsak dan je bilo kaj smešnega. Ja. To dejansko, ja. Ampak ne vem, po mojem je bilo najbolj smešno na audiciji, ko sem pač prebrala, zakaj se gre ta vloga. Ker dejansko sem bila na audiciji za Rebeko, Pijo in za Tanjo. Za te 3 like. In potem, ja, pač, ko sem prebrala vlogo Rebeke, sem tako, Rebekica. To je bilo ful dobro igrati, ker pač je zelo zabavna in smešna in pač se je zgodilo to s profesorjem, kar se mi je zdelo zelo simpatično in zelo tako lahko uporabljivo za zaigrati in tako simpatično. Mislim, fajn, no? Tako da ja, po mojem je bilo na audiciji najbolj smešen, ko sem mogla to dejansko zaigrati. Ampak ja, to je bila ena taka zadeva. Mislim, itak je bilo vsak dan kaj, no? Ampak je že tako nazaj, da se niti ne spomnim. Ja. Kako pa potekajo potem te audicije za vloge? Recimo, kako je potekala ta za Gospod profesor, pa mogoče za kako drugo serijo ali pa film? V bistvu je bilo tako, da so me povabili na audicijo, sem šla in mislim, da so bili 3 ali 4 krogi. Prvi je bil tak najširši, bilo je ful velik punc za to vlogo, oziroma ja, za Rebeko in najbrž za vse ostale 3, ne vem. Takrat sem bila v planu za te 3, no. Potem v
drugem krogu, nas je bilo že malo manj, sem bila tudi že definirana za Rebeko in potem še v zadnjem krogu sem bila še z eno punco in potem pač smo mogli se naučiti tekst, odigrati tam pred režiserko in oziroma pred več režiserji. In potem sem pač dobila in smo začeli in pač dejansko je bila to ena vloga, v kateri sem do zdaj tudi najbolj uživala. In ful lepa izkušnja. No. Super. Kako pa se recimo pripravljaš na audicije? Imaš kakšne posebne trike? Ful je fajn, da se naučiš tekst, da pač ne priješ tja totalno zbrojen in gledaš v list, pa te več ni na naslednjem krogu. Tako da moraš se pripraviti na tekst, moraš malo pogledati ozadje te vloge, mogoče si moraš zmisliti kakšno zgodbo za to, da se bolj uživiš, prijeti moraš tja spočiti, odigrati, kakor se tebi zdi, da je prav. In pač potem je na tem, da se v bistvu oni odločijo, ali si ti to, kar oni vidijo v tem filmu, seriji ali ne. Ker igralski poklic je reč ful nehvaležen poklic. Pač dejansko si ti lahko super v svoji glavi za neko vlogo, ampak če oni ne vidijo tega v seriji ali v filmu, pač ne dobiš vloge. Nekdo drug in to moraš pač vzeti tudi na tak način. Na kak način pa si pridobila to samozavest, ko imaš to že skozi ali si jo s časoma gradila? Mogoče nam lahko daš še malce na svet glede tega. Včasih sem bila zelo nesamozavestna. Res? Zelo. Okay. Sploh tako, 16-17 let. To so taka leta mogoče. Itak, taka leta, ampak potem pa veš, če greš čez te neke svoje strahove, ki se ti takrat zdijo strahovi, če nekaj premagaš, neke izzive, ki si jih pač zastaviš in si v določenih momentih, ko te je in sram in strah in ne veš, kaj bi, ampak pač greš iz tega nekega comfort zona in vidiš, da gre. Tudi če je težko, da pač uspe. In ko ti to rata nekajkrat, potem pač si rečeš, se gre. Kar gre, Se kar gre, se nekaj pa že je na tem, ne? In potem pač po moje s tem, da v bistvu si postavljaš izzive in jih dosegaš in si hkrati pač delaš dobro, v smislu pač, da veš, zakaj kaj narediš in imaš čisto vest, rataš samozavesten. In verjetno tudi vadba mogoče pripomore, ne? Bi rekla, da je povezan z zunanjim izgledom tudi nekak samozavest ali to izhaja čisto iz notranjosti? V bistvu bi rekla tako, absolutno treningi in to, da ti zdravo živiš, ti da neko potrditev, da se trudiš za sebe in da delaš nekaj dobrega za sebe. In tudi to ti da neko samozavest. Absolutno. Pač, videz je tudi ena zadeva, ampak bolj kot videz je to, kako se ti počutiš v svoji koži. In itak, da se boš boljš počutil. Kako energijo dajaš mogoče. Tudi to, kakšno energijo, pač karizma se mi zdi zelo pomembna, ampak tudi to, recimo, se ti sam pri sebi veš. Tudi sama najbrž. Če ješ, ne vem, svinarijo, se boš slabo počutila. Se res. Če boš pa šla ta dan na trening, pa boš potem pojedla pač nekaj, kar ti bo dober del, kar ti bo dal dobro počutje, kar boš vedela, da je zdravo, da si nekaj dobrega naredila za sebe, pač se boš ti avtomatsko boljš počutila. In če ti to nekako furaš v svoj life, pa si ne rečem, pač sej tudi drugače, ni tako slabo imeti nek balance, ne? Pa tudi kdaj pojesti kaj šiti. Če ti paše, ne? Pa imeti kakšen cheat day, pa itak. Sej pa je vse v balansu, ne? Sam recimo, jaz sem ful ekstremist. In jaz ne moram pojesti enega koščka čokolade. Jaz, če bi pojedla čokolado, bi pojedla celo ali pa pač ne bi. Zato sem se odločila za totalno. Za to opcijo, da odrežeš vse. Ampak večina ljudi tega ne more in s tem ni nič narobe. Čist nič ni po moje narobe, če tebi paše čokolada in jo kdaj poješ in vse je lepo in prav. Ampak samozavest se gradi s tem, da pač nekako znaš kontrolirati svoj life, da si postaviš neke cilje, da jih dosegaš, da delaš na sebi in da pač si dober človek. Jaz bi res rekla, da je mogoče zelo dosti povezana samozavest s tem, da ko imaš neke cilje oziroma ko si zadaš nekaj, da to potem tudi dosegaš. Ali pa recimo, da že tiste male korake. Ker je to potrditev samemu sebi. Dobiš neko kredibilnost do sebe, ker veš, da takrat ti je uspelo oziroma to si naredil in zdaj greš naprej. Tako je. In meni se zdi, da se največ naučiš iz teh nekih najtežjih momentov. Meni je največ samozavesti dal, ne vem, recimo tudi magisterij, ko sem ga v bistvu lansko leto opisala,
Lani oktobra sem bila jaz totalno iz sebe in bila pred tem, da pustim faks, ker sem se odločila za eno smer, ki pač je kar težka in potem sem še ugotovila, da je v angleščini in meni bil to res izziv. Zdaj speljati, pa še delati sem začela v nekem podjetju, pač v finančnem oddelku in vsako dopoldne sem pač, ne vem, od 7 do 2 delala, potem sem imela od 2 do 8 predavanja, potem sem bila še popoldne sama svoj menedžer, se pravi, sem mogla urejati, ne vem, in snemanja in fotkanja in za Shopster zadeve in res je bilo naporno in ko sem dala to čez in tudi izpitno obdobje čez in ko sem naredila izpite, si bila ful ponosna na sebe. Je samozavest zrasla, ker ugotoviš, da si sposoben, čeprav zgleda na prvo žogo ful težko, ne? Tako da to je po moje to, kar ti dano. Ja, itak. Zdaj se še vrniva nazaj k tvoji igralski karieri. Zdaj smo verjetno že ugotovili, da se ti zelo dost razlikuješ od vloge, ki si igrala v Gospod profesor, in sicer vloga Rebeke, pa me zanima, na kak način si se ti uživela, kako si se imela tekom snemanja, kako si se ujela z glavnim igralcem, Juretom. Zdaj, tako je, pač dejansko vloga, na prvo žogo bi marsikdo rekel, da je meni ta vloga pisana na kožo in da sem ta vloga jaz, ker pač to je tudi dostkrat tako, da ko igraš neko vlogo, da ljudje kar vzamejo, da si to ti. Po tem pogovoru ne bi rekla, jaz bi rekla, da si čisti drugačno od tega. Ja? Ok, ful, mislim. Mogoče, ok, izgled, ja, ampak recimo tvoja osebnost je pa čisto drugačna. No, ok, je neka energija, ampak še vsem tvoje vrednote, način življenja, razmišljanja je drugačen. Ja, ampak sem te starejša kot v vlogi. A veš, pri 16 letih, pa 17 sem mogoče imela malo več podobnosti. Nisem bila čist Rebeka, ampak ja, sem pa bila, mislim, bistveno več kot zdaj. Itak ne čist, ampak ja, sva imela neke določene podobnosti, ker se mi zdi, da čisto vsaka punca, ki je pri 16 letih ful željna nekih izkušenj, pa ful nekak si želi, pa ima neke ljubezenske drame, pa pač uživa svoje 16 leta, se najde v vlogi Rebeke. Ampak jaz sem imela malo lepše ocene kot Rebeka, to pa res. Ampak zdaj trenutno itak, da pač ne. Jo pa vzemam zelo tako kot en simpatičen lik, ki pač, ne vem, ful mi je pasal se postaviti nazaj in se počutiti spet stara 16. A bi šla nazaj v tista leta? Ne. Ne? Ker sem v tem obdobju 16 do 23, zdaj uživam tako, kot je. V bistvu bi najraje, da se kar zdaj malo ustal in da zdaj več ne gre, da sem kar skozi stara 23 in to bi bilo super, ne? Ker pa je zdaj do 30 zelo hiter prije. Upam, da ne. Ja, sej tudi ti. Ampak 16 mogoče ne bi bila več stara. Ampak mi je pasal za to vlogo se malo vrniti nazaj, pa tudi, da veš, snemali smo večinoma v šoli, na Aškrčevi gimnaziji, pač kar ti da še več feelinga, da si spet v srednji šoli in bilo je zelo simpatično. No, jaz sem ful uživala. S komu si se pa najbolj ujela? V bistvu smo bili vsi zelo povezani, se mi zdi. Super. Z vsemi, ki smo bili na setu, smo pač si naredili zelo lep dan, zelo lep snemalni dan, tudi z Juretom, ki si pišala, pač ful fajn, on je res, tok je smešen, tok je car, tok je pristen, res da neko tako svojo energijo, ki ful pomeni na setu. In ja, pač definitivno eno lepših snemanj projektov, tudi zdaj druga sezona. Super. Si je mala Vesna tudi želela postati igralka ali si je mala Vesna želela biti kaj drugega? Si je. In to je ta manifestacija, o kateri so prej govorile. Totalno nezavedna. Ja? Super. Pač, mislim, vedela sem, da sem tako ful, da rada delam za ljudi, da sem rada pred kamero, da rada govorim, da rada razlagam. A veš, in potem si tako malo v marketing smer greš lahko, malo greš lahko v PR smer, malo lahko v, ne vem, učiteljsko smer, ne, kot smo pregovorili. In tudi igralstvo pač je del tega. In tudi, ko sem šla na prvo audicijo, mene ni bilo čisto stran pred kamero, recimo. Ali, ne vem, ful sem hitra ratala, ne vem, udobno mi je ratal, fajn sem se počutila. Tako da, že takrat sem vedela, da pač ja. Za na konec smo ti na Kozmo uredništvu pripravili par hitrih vprašanj, na katero odgovori tisto, kar ti najprej pade na pamet. Zdaj nam prvo povej, brez katerih Shopsterjevih izdelkov ne moreš. Doma imam uro, Forever uro, za športat. Potem, kako se že reče, Black & Decker,
nekaj takega, blender Okay. za šejke in Aha, smutije verjetno včasih. zjutraj se zbudiš in potem si... Ja, mislim, ne vedno, ker ponavadi nimam časa za zajtrk, Okej. ampak si pa naredim za sabo zelo rada šejk in super, ga po treningu super. spijem. To, potem pa še skiro. Explore, skiro, električen in tako ga imajo skoraj vsi. Ja. Pač full fajn. Pa ful fajn pride, verjetno, ko se ti kam mudi. Ja, pa tako tudi, da veš, ne vem, faksom za Bežigradom, pa pač do centra, potem včasih je full fajn pred tem. Super. Kaj sama najpogosteje nakupuješ na spletu? Zelo malo stvari drugače, oblačil nikoli ne. Okej, jih vedno hočem uživa. probat. Ja, vedno Okej. jih hočem probati. Nakupujem pa v bistvu neke izdelke za nego kože, ki so pač iz tujine in jih dejansko ni v Sloveniji, moram naročiti. Kaj pa na Shopsterju? Na Shopsterju pa vedno grem iskat na prevzemno točko, karkoli kupam, ker pač sem itak leteča z avtom in grem in vzamem in tako. Okay. Ampak ja, večino jih pa tudi na snemanju v bistvu se pa zmemo. Katere 3 nenavadne stvari imaš vedno s sabo v svoji torbici? Zobno nitko. To je pa res nenavadno. Mislim, ful ljudi je nima, če jo kdaj pozabim in pač sem tako, imam zobno nitko, sem si tako, what the fuck, ne, nima zobne nitke. Zobno nitko, vedno. Okay. Zdaj si nitkala, preden si prišla sem na... Ne, ker nisem jedla, preden sem prišla sem, ampak pač doma pa sem, ja. Okay. No, potem mandlje imam ponovati s sabo, ker pač če me napade lakota, pa me želodec začne boleti, kar me doskrat. Pa mi mandlji bolj pomagajo in Okay. In vedno imam s sabo to dvoje. Pa ful imam mehne torbice, kako imam mehne torbice, sploh nimam place za karkoli drugega. Okay. Tako da, Tako da je že super, če grejo mandlji pa če nitka. gremo mandlje, je že dost, ja, tako. Okay. Kakšni so tvoji načrti za letošnjo jesen? Moram končati 3 projekte, pa začne se mi faks, tako da bo kar naporno. Po oktobru pa upam, da se bom malo spočila. Zdaj pa nam za na konec zaupaj še tvoj moto. Okay. Your personality creates your personal reality. To je Wow. definitivno moj moto. In to je v bistvu tudi to, kar smo se prej pogovarjali, oziroma tekom celotnega podcasta, da dejansko je zelo pomembno, na kak način razmišljaš o sebi, na kak način samo razmišljaš o razmišljaš. svoji prihodnosti, Ja, na kak način živiš. Ja, ampak ne svoje samo razmišljaš, življenje. veš tudi, kako se obnašaš do drugih ljudi, tudi kako sprejemaš določene stvari, ki se ti ponujajo v življenju. Vse to je pač to, Ja. kar ti kreiraš in tvoj dober. personality. Tako da jaz bi res, meni se zdi to tako res moj moto. Pa nikoli nisem tega mota jemala kot nekaj res pristnega, ja. ampak tega pa pač ja. Tako da ja. Vesna, najlepša hvala za tvojo pozitivno energijo in pa za vse navdihujoče nasvete. Res si bila super gostja in verjamem, da bodo tudi poslušalke zelo navdušene in da bodo lahko marsikaj od tega, kar so povedale, tudi uporabile. Hvala tebi, da si me povabila in upam, da bo komu kakšna informacija koristila, drugače pa pač itak me lahko najdete tudi na Instagramu za kakšno vprašanje, če pač boste želeli, tako da ja, meni je bilo veselje. Hvala pa tudi vam, drage poslušalke, ki ste si zavrtele tole epizodo in pa hvala Shopsterju, ki je omogočil tole epizodo podcasta.